Nekaj o bolezni v gledališču. Torej, pozdravljeni. Veseli nas, da smo se zbrali v takem lepem številu. To pomeni, da gledališče vendarle zanima nekoga in da se ga ne bojimo tako, kot smo seveda dali v naslov, kdo se boji gledališča. To je v bistvu glavni naslov, pod katerega smo skrili podnaslov Refleksija o družbeni vlogi gledališča na primeru odmevne uprizoritve Jugoslavija moja dežela. Jaz bi zdaj najbolj vprašal seveda, koliko od vas v bistvu je pravzaprav to predstavo videlo? A je kdo, ki jo je videl že? Aha, nekaj pa jih je. In kdo nas splošno takole, saj je relativno pogosto obiskuje gledališče? Pa so pa sami domači. Torej, naš namen vsekakor je vzbuditi zanimanje za gledališče, ampak zdaj vidim, da vas je že večina, ki vas to zanima. Spregovorili bomo seveda, najprej bi seveda dobro predstavo, moje ime je Bojan Emeršič, jaz sem kot neke vrste voditelj, oziroma jaz bi rekel bolj kot nek povezovalec med dvema koncema iste niti, to je, vi ste en konec, tukaj je drug konec in če se to stije, torej, če se bo seveda to prišlo do stika, bo prišlo tudi do plodne debate. Spregovorili bomo najprej seveda o družbeni vlogi gledališča in sicer z torej, naši gostje so Goran Vojnović, pisatelj, avtor romanov Čefurji Raus in Jugoslavija moja dežela. Bravo. Režiser in ljubitelj košarke. Ivica Buljan, gledališki režiser, ustanovitelj mini teatra in ravnatelj torej Hrvatskog narodnog kazališta v Zagrebu. Potem Igor Samobor, ravnatelj SNG Drama Ljubljana, gledališki in filmski igralec, Marko Mandić, ansambla Ljubljanske drame, igra seveda tudi vodilno vlogo v predstavi Jugoslavija moja dežela, doktorica Tanja Oblak, redna profesorica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pa Deja Crnović. Torej ne Crnković, pa je bilo tudi zanimivo, ne? Imeti za mizo, ampak dobro, ne. Crnović, novinarka kulturne redakcije digitalnega medija planet.siol.net, publicistka in doktorska kandidatka na Fakulteti za družbene vede. Zdaj pa mislim, da smo pripravljeni že na prvo debato oziroma prvo vprašanje. Začeli bomo malo bolj na široko, to je o vlogi gledališča v družbi. Prepletenost družbenih ved v gledališču je neposredno povezano z družbenimi spremembami, to je jasno. In zdaj, kar nas zanima, je to, kje se skriva vloga gledališča v družbi danes in kako se njegova vloga spreminja skozi čas. To pomeni, da v kakšni meri se lahko današnje gledališče še primerja z gledališči, kaj z nekih preteklih časov, z grškim, Shakespeareovim, Molièrom in tako naprej, in pa kako se je vloga gledališča spreminjala v zadnjih 30 letih. To je bilo vprašanje v bistvu nekako za vse in seveda najbolj pa bom mogoče dal besedo tukaj ravnatelju drame SNG Ljubljana, ki se zdaj verjetno največ s tem ukvarja, kaj gledališče to pomeni naši družbi, zato Igor, prosim, če lahko ti nekako odpreš tole podobovato omizje. Hvala. Zdaj, seveda se ukvarjamo dnevno s tem, kaj gledališče sploh pomeni v družbi, koliko je družbi gledališče pomembno. Vsak dan nam sporočijo kakšno novo novico o tem, kaj se komu zdi v zvezi s kulturo in v zvezi z gledališčem, v zvezi z umetnostjo v naši družbi. Ampak mislim, da je, če razmišljamo, kaj gledališče lahko pomeni, se moramo vprašati, kakšna je družba in toliko potem gledališče lahko znotraj neke družbe pomeni. Zdaj, če ugotavljamo, ne vem, moje čtivo, nekaj časa je bilo, so bila delavci, mi smo na Baumana in mislim, da mi je on dal na marsikaj kakšen odgovor. Njegove teorije o tekoči
mi govorijo o tem, kakšen je naš svet danes. Ne? Predvsem je to likvid čas. Ne? Se pravi, nič ni oprijemljivo, nič ni nobene osti nima, vse je premikajoče, nobene varnosti nima, nobenega naslovnika in nobenega centra nima. In najbolj še potem gledališče znotraj tega se pravi, da mora funkcionirati, se prilagajati prostoru. Zmeraj se je pač gledališče prilagajalo tistemu, kar je v tistem trenutku bilo bistveno, oziroma kar se je od neke družbeno aktivne vloge gledališče pričakovalo. V stari Grčiji vemo, da so bili vsi teksti pravzaprav so imeli neko politično osnovo, se pravi, da so nekaj hoteli povedati, neko zgodbo usmeriti proti nečemu, zbrati ljudi za nekaj, imeli so zelo aktivno politično vlogo. Danes, pravzaprav, ko nimamo naslovnika, proti temu bi lahko karkoli povedali, je vprašanje političnega ali kakršnega koli takega gledališča zelo problematično. Namreč proti čemu, pravzaprav, proti tej demokraciji, naj to dam kakšne narekovaje, naj to dam velikanske, lažni ali spet likvid demokraciji, se pravi, tukaj ni nekoga, ki mu bi povedal, to pa to me boli, to pa to bi od tebe hotel. Se pravi, da smo nekako ostali sami s svojim lastnim stanjem, svojim lastnim problemom. Recimo, lanska sezona v Ljubljani se je predvsem ukvarjala skozi celo sezono nekako s vprašanjem identitete. Se mi zdi, da je to ena od osnov, o kateri sploh morali začeti razmišljati, da na podlagi katere sploh lahko razmišljamo o čemkoli drugem. Osebni identiteti, družbeni oziroma državni, pripadnostni, kje smo, kaj smo, kdo smo, na kakšen način smo, s čem imamo probleme in tako naprej. To je bila recimo kompletna lanska sezona in do sem je recimo moj razmislek nekako prišel o tem, kaj gledališče v trenutni družbi lahko pomeni. Jaz mislim, da v gledališču nastopamo ljudje, ki smo, kako bi se reklo, updatani. Se pravi, da smo od tukaj v tem trenutku, za ta trenutek, v vsakem primeru, ko pridemo na oder ali pa ko ustvarjamo gledališče, izhajamo od tukaj, se pravi z vsemi problemi, s tem, ker ti bankomat ne da tistega, kar bi rad, ker ti je to prekinil, s tem, da si izgubil službo, s tem, da si prekerni delavec, s tem, da si ne vem kaj vse. Skratka, s temi problemi mi prihajamo, hočeš, nočeš, v katerokoli zgodbo, ki jo gledališče ponuja, pa je lahko opremljeno z ne vem kakšnimi kostumi, ne vem, oddaljeno v ne vem katerikoli čas, ampak jaz pridem zmeraj s tem, a zunaj dežuje ali ne dežuje, ali pridem slabe volje ali dobre volje, ali ne vem, kaj se mi je zgodilo. Se pravi, da je moj pristop do gledališča v vsakem primeru aktualen. Jaz zmeraj v sebi premišljujem o aktualnih stvareh, premišljujem o izbrisanih, premišljujem o krizi, o dolgovih, o ne vem kaj. To je pač nekaj, kar imam tukaj naloženo v male možgane in ne morem brez tega več in mislim, da imamo vsi to. In zdaj, ko se sprašujemo, kaj ta naš čas pomeni, mislim, a jaz to zdaj preveč govorim? Kaj ta naš čas pravzaprav pomeni? Kje sem? Mislim, sam sebe zmenim. Kje smo v tem času? To je vse kakorkoli na odru vidno. Recimo, ko bomo govorili o Jugoslaviji, moje dežele, prva stvar in prva misel in razlog in
glavni motiv je bil, kaj se je zgodilo potem, ne, kaj se je zgodilo pred tem. Seveda pa brez pred tem ne moramo vedeti, kaj se je zgodilo zdaj in potem. Se pravi, te stvari so zelo izenačene, o vseh je treba razmišljati, tako kot mi sami razmišljamo o vseh stvari. Jaz se tudi zmeri očeta spomnim, pa pol sebe spomnim, ki se v špegu vidim, pa vidim, da so se čiste enaka. Se pravi, da si jaz pol najdem neko svojo pozicijo in je to nekje naloženo. In samo politično gledališče, recimo verjetno bomo tudi tega danes prišli, samo politično gledališče parol, gledališče zastav in tako, mislim, da je bilo takrat relevantno, ko je bil čas za to primeren, se pravi, ko je bil naslovnik, na katerega si se lahko naslonil. Zdaj pa mislim, da je bistvo, da raziskujemo sami sebe svojo identiteto, kot sem prej rekel, če jo damo narekovaje spet, svoj trenutek, svojo trenutno pozicijo v družbi, svoj odnos do stvari, ki jih vidimo na nek nov način. Ena stvar, ki se mi zdi, torej pa po res konc, ena stvar, ki se mi zdi, da je, ki mi jo zadnjič prebral pri Kapuščinskem, je kultura, to je človek. Lepo pripelje eno misel do tega, kaj je to kultura in v bistvu ne more ločiti kulture od človeka. Se pravi, človek je kultura, sploh ne gre za nič drugega. Človek je tisti, ki nosi kulturo, ki jo vzpostavlja, se pravi, da vsako razmišljanje o tem, kaj je kultura, kaj je umetnost, je popolnoma brezpredmetno in brezpredmetno tudi razmišljanje, a Ministrstvo za kulturo je. Jaz mislim, da bi moralo biti Ministrstvo za kulturo prva stvar in glavni problem, prvi problem za rešiti. Tako. Evo, toliko. Ja, torej, hvala, Igor, torej gledališče je na nekih, kako bi rekli, ko smo lahko razumeli, da ga je v bistvu težko ujeti, težko ujeti teme, s katerim bi lahko zanimalo ljudi, da v bistvu vidijo probleme, ki se okoli njih dogajajo. Mislim, jaz imam malo občutek, da je v bistvu gledališče s tem, ker se množijo ti mediji, ki nas nekako obkrožajo, da s vsakim medijem novim, ki pride nov sovražnik. In če je bilo še 30 let nazaj to film ali pa televizija, Ivica, če se zdaj na tebe malo vrnem, ima danes še internet, YouTube, razumeš, ta družabna omrežja in da v bistvu to tudi malo gledališče potiska v en kot, da išče nek svoj pravi aprkat, ne vem kaj, s čemer bi v bistvu privabila ali pa, razumeš, nekako malo ljudi upozorila na probleme, ki so v družbi. Kako se ti zdi, da gledališče se lahko spopada s tem? Dobar dan, pozdravljam vas. Mislim, ovo pitanje interneta i svih medija koji su se takmičili s teatrom vodi nas i u staru Grčku u trenutku kad kazalište kako mi poznajemo je ustanovljeno i tada je u antičkom vremenu teatar je bio elitna umjetnost i danas je. I treba zapravo u sve naše želje da budemo popularni, da se obraćamo širokim krugovima društva, zapravo mi se obraćamo realno, i to je u evropskim postocima, otprilike oko 4% stanovništva. Sad je veliko pitanje zašto teatar ima tako velik utjecaj, a tako malo ljudi zapravo je u dodiru s njim. Vi sami vjerojatno poznajete ljude iz svoje okoline koji nikad nisu bili u teatru, a zapravo su civilizirani građani, čini se da imaju neke kulturne navike i onda je pitanje nesrazmjera između velike moći koju teatar ima i u medijima, kad govorim medijima, znači kroz ovo vrijeme od Grčke do danas i uvijek se takmičilo sa nekim novim izazovom koji se činio da će mu preoteti pažnju. I zato sam naglasio ovaj elitistički karakter jer on kaže da je to, sad bih se vratio na Heinera Müllera, zapravo jednog velikog i kontroverznog njemačkog autora iz
druge polovice 20. stoljeća, koji je tvrdio da teatar je upravo zato toliko moćno oružje, jer se obraća ljudima koji su prilično prosvjećeni, upućeni, angažirani i ovi procijepi, sudari između realnosti i očekivanja se dogode kao u slučaju, recimo, predstave Jugoslavija moja država, ali raznih predstava, kad zapravo u taj ljubavnički odnos između ovih 4% i teatra upadnu gosti, špijuni, koji se osjećaju jako iziritirani onim što vide. A zašto se osjećaju? Zapravo jer nisu navikli, u pravom smislu nemaju realan odnos prema umjetnosti, ne znaju kako uopće stvoriti odnos prema umjetničkom dijelu, koji je uvijek kritičan. A za njih, kao za naivnu i neupućenu, neobrazovanu publiku, to kažem u vrlo širokom smislu, oni identificiraju umjetničko djelo sa stvarnošću. I zbog toga se događa da, recimo, ljudi u ovom slučaju, recimo, iz desnih političkih opcija i počnu odmah reagirati na neke stvari koje isključuju njihov svjetonazor, jer ne doživljavaju neku stvar kao umjetničko djelo, a umjetničko djelo po svojoj prirodi je stvoreno zbog toga da postavlja pitanja o društvu. Dakle, da ih iznijansira, da kaže da stvarnost nije jednoobrazna, da stvarnost nema, nego da ima, popularnim rječnikom danas rečeno, 50 nijansi sive, da je zapravo u nekom smislu, da je u sadomazohizmu treba razlikovati toliko prefinjenih nijansi. I mislim da je to uloga umjetnosti općenito, a u teatru je možda još spektakularnija, zato jer vidimo žive ljude. Drugim riječima, kad publika, i to se događalo, znači od Grčke do danas, kad vidi, na primjer, Marka Mandića u ulozi Vladana, ili u ovom slučaju još eksplicitnije Tribušona u ulozi ratnog zločinca, publika se jednim dijelom, dakle čak i mi obrazovani, identificira s tim likom. I naravno zauzima u krajnjoj liniji politički stav prema tom liku. I vrlo teško je odvojiti, kažem, čak i za ljude koji su vrlo vični interpretaciji djelanju reći i ne imati taj izravni identifikacijski odnos. I mislim da upravo na tom području špijuniranja, dakle, kad na taj teren uđu ljudi koji ne razumiju osnovne mehanizme ili pogotovo kad ga ne žele razumjeti, tu se onda događaju zapravo skandali i nerazumijevanja i pogotovo političke interpretacije. No, zdaj, da jaz to prevedem vse. Vse treba. Torej, Ivica, hvala, zelo lepo si povedal. Jaz mislim, da je to res namen gledališča, seveda, da preseneča gledalca, da ga tudi zavede in da mu da s tem, ki ga zavede, seveda tudi misliti, v kaj ga je zavedlo. To je bistvo namen, ampak vendarle, Marko, naprimer, ali pa tudi, čakaj se zdaj smo odločiti, komu še takam tam besedo. Naprimer, no, to bi lahko mogoče Tanja Padeja, ker se tudi, naprimer, v tem, da jaz se spomnim, naprimer, 20 let nazaj, ko sem začel v gledališču, je vendarle gledališče bilo, naprimer, je bilo, kako bi rekel, največ je bilo dijaških, skoraj, in pa študentskih abonmajev. In to je danes, v bistvu, moram reči, obratno. Težko je pridobiti ravno mlade ljudi, zato smo imeli te medije, ker se mi zdi, da so jih nekako zasužnili, da se jim zdi, da pač predstave, ki jo gledaš, ne moreš še vrteti. Ne moreš še naprej pa nazaj vrteti in to je bil neživce in se mi zdi, da ne more sedeti tam 3 ure. A je gledališče nekje v tem, ker jaz mislim, da to vse, verjetno je isti procent ljudi, ki hodi v gledališče nekako na splošno, če bi gledal skozi zgodovino, ampak vendarle se mi zdi, da zdaj zgubljamo na nek način mlajšo publiko oziroma je teže animiramo za to, da bi prišli gledati gledališče. Imate li kakšne odnose za tega? Ja, hvala in dober dan vsem. Ja, jaz osebno se sprašujem o tem, kot rekla gledalka še v analognem času, se pravi takrat, ko sem bila jaz dijakinja in študentka in danes, ko sem ravno tako, rekla, malce odvisna in pogojeno in moje vsakdanje službeno življenje se bada tudi z dostopom do teh hitrih medijev,
ampak ravno, ker imam nekaj to preteklo izkušnjo in sedanjo izkušnjo, mi gledališče absolutno nekaj ogromno pomeni. Se pravi, premakne me v čas, ki je neskončen, ki traja, ki zahteva mojo pozornost, ki zahteva, bom rekla, tudi neko kondicijo, miselno in tudi fizično sedeti 3 ure, pa 2 ure pa pol, pa 4 včasih celo na istem mestu. Ampak in v tem smislu gledališče zagotovo ima danes, bom rekla, zahtevnejšo vlogo pritegniti, očarati, prepričati, učiti, podučiti in na nek način zasvojiti neko trajnejšo publiko. Kako to doseči, mislim, da bo še se pogovarjali kasneje, ampak jaz mislim, da tukaj pa so, ne glede na čas, ne glede na medije, ne glede na prostor, pa neke stalnice v odnosu do občinstva, se pravi do tistih zvestih, bom rekla, obiskovalcev gledališča. Mislim, da je absolutno pozitivna korelacija med odnosom do literature, književnosti, branja knjige in pa obiskom gledališča. Se pravi, da to tudi nezadnje študije dokazujejo, to kot je prej Ivica omenil. Gre za neke vrste, bom rekla, pomembno, ampak poseben del publike, ki je morda bolj literarno, književno, umetniško nadarjeno, ali pa jo pač to zadevne absolutno zanimajo. In moram priznati, tudi jaz sem v bistvu v gledališče stopila skozi, bom rekla, srednjo šolo kot učarjena književnosti. In kako se te zadeve, ki jih moraš ali pa moraš zares skladno z učnim načrtom v gimnaziji brati, kako se to lahko privije na odrske deske in na kakšen način lahko jaz interpretacije doživljam neposredno z obiskom določene klasike. Po drugi strani ima pa v tem odzivu na vsakdanji čas gledališče to prednost, da je seveda izjemno raznoliko v podajanju zgodb. Ni treba, da ostaja zavezano nekim klasičnim delom, ampak seveda lahko zelo spretno na odru postavlja tudi tematike, ki so neposredno, bom rekla, odsev sedanje popularne kulture. Spomnim se recimo, kako se mi zdelo idealno za naše študente, da bi šli gledati predstavo Hodnik Matjaža Zupančiča. Eno prvih predstav, ki je tematizirala reality show, to, kar danes diplome, magisteriji, doktorati rasejo na področju. Se pravi, lahko resno, zabavno, kritično, predvsem pa zelo poglobljeno govori o tem, kar doživljamo mi danes. Z seveda tudi, bom rekla, inovativnim pristopom v tem medijskem smislu. Moje prve izkušnje gledališke so bile v eni stari stavbi takratnega PDG-ja v Solkanu, se pravi še v času preden je zares nastalo to današnjo veliko novogoriško gledališče. In ko sem prišla potem v Ljubljano kot študentka in kot dijakinja v Dramo pogledati par predstav, sem si, to bil zadnji nov svet, kaj scena ne nazadnje ponuja v nekem, bom rekla, bogatem ali pa bolj, bom rekla, ustrezno razvitem gledališkem prostoru, kaj pa v enem prostoru, ki tega dejansko ne ponuja. Tako da tu mislim, da je ta preplet, se pravi, da se mediji tematizirajo lahko skozi gledališki jezik, hkrati lahko postanejo mediji seveda tudi del gledaliških predstav in to ne nazadnje krasno se tudi vidi v predstavi Vojnoviča, Gorana. Krasno, mislim, nekak klik nazaj, kakšen funkcionuje telefon, 20 let nazaj, kako smo se rokovali z nekimi mediji, ki jih danes praktično morda ne poznamo več. To zdaj Mogoče bi se navezala na Ivico tukaj, ker je pač rekel, da je odnos med občinstvom pa gledališčem nek ljubezenski odnos. Se pravi, nekaterim gledališče kot mediji ustreza, se zaljubijo v njega, drugi imajo pač rač, filme ali pa serije. Ampak se mi zdi pa recimo to, kar se danes da, je, da pač je v gledališče veliko več vstopnih točk. Ni več samo, da recimo greš pogledati neko dramatizacijo literarnega dela. Lahko pač greš recimo pri Jugoslaviji moje dežele do teh vstopnih točk ogromno. Lahko je šlo
ali za neke debate po forumih, komentarjih, lahko je šlo iz čistega tega provokacije, ki je bil naslov. Lahko so pa tudi čisto na nekih teh personaliziranih ravneh, recimo, da pač grejo Marko da pogledati, ne, v glavni vlogi, ali pa, ne vem, tako, ne, ali pa pač recimo pogledati Igorja, ne, pač ko je na televiziji recimo terapeut, ne, pa ga grejo pogledati še v kakšni drugi vlogi, se pravi teh točk, prek katerih vstopamo v gledališče, je pač mogoče tle zdaj ta prednost, ne, kar vedno govorimo o te mediji, pa se zgubla, ne, moč gledališča, v bistvu po drugi strani pa lahko odpirajo, ne, in dajo veliko več teh vstopnih točk, prek katerih bolj tudi pridemo in pač da sploh pridemo do gledališča, ne. Meni je bilo recimo zelo pri Jugoslaviji pomembno to, kar je tudi Goran rekel, ne, da tisti, ki so se najbolj oglašali glede kontroverznosti te predstave, ne, so večinoma bili tisti, ki niso prebrali niti romane niso prebrali tle od naslova, ne. Se pravi, to, kar smo brali po komentarjih, forumih, je bilo v bistvu odziv samo na provokacijo, ki je naslov, ne odziv na dejansko temo. Pač fajn, škoda je, ker pač večina teh ljudi ni prišla niti do gledališča, ne. Tako da, Ja, hvala. To se ne bo preseneti. Mogoče bi Marko še ti povedal kaj o tem, kako ti, mislim, mi dva stojijo skoraj na odru vsak večer, zelo so aktivna, zelo so pridna in seveda dojemala, ne. Mislim, jaz ne, če si jo predstavljate, ampak vendarle igralcev je nekje na akademiji v drugem letniku oziroma iz prvega v drugi letnik nam gradijo ene take potenciometre, da v šesi, da merimo jakost aplauza. Da mi da točno za vsakega vemo, kdo v nas dobi več in kdo dobi manj. Da v bistvu mi imamo gledalca, torej gledalce to spremljamo, vemo, kdaj nas dojemajo, vemo, kdaj mi pravimo temu v dvorani vakuum, ne. To pomeni, da gledajo, so tiho, ampak čisto nič ne razumejo. Kdaj so lahko glasni, pa vendarle to dojemajo, da imamo mi veselje igrati, tudi če ravno so glasni, in kdaj so tako glasni, da rečemo, prostite, da če pa vas ne zanima, pejte domov. Da v bistvu gledalce imamo nekako zelo v krvi, ampak Marko, povej kaj, kako ti doživljaš gledališče? Če se ti zdi, da se mučimo na odru za to, da ljudem kaj prepričamo, a so vodljivi, a tako to naprej, vse veš kaj mislim. Ja, mislim, vse si vse sam povemo. Mislim, zdi se mi, da ali so prepričani, ali niso prepričani, na nek način je njihova odločitev, kaj bojo odnesli tega dogodka oziroma tega našega srečanja v dvorani oziroma v tem prostoru, kjer se družimo, mi na odru, oni tam dol. Ampak verjamem v to, da gledališče ima svojo moč in če bi imeli neko tehnologijo, da bi vse tiste ljudi, ki ne hodijo v gledališče, mislim, zveza z eno radiolih pripeljali noter, jim magari dali za stolne stopnice, posedili za tisto 1 uro, 2, sem pripričan, da bi tretjina teh ljudi bila, mislim, očarana in bi rekli, pa ne moram verjeti, a to je gledališče. Ker se mi zdi, da točno ta stik z neko živo stvarjo, ki se dogaja pred tabo v tem trenutku, je to nekaj, kar te fascinira, kar te lahko vrže stola. In seveda se strinjam točno s tem, da vsi ti mediji nam pomagajo za to, da je vstopnih točk več, se pa definitivno naš čas spremenil. Mislim, če greš recimo na to od kapitala do kapitala moderno galerijo gledati, vidiš tam to gledališko snovanje Živadinova in vseh njegovih pomočnikov Orterjev in vse te, mislim, družbe NSK, srečeš, pa to je bilo res eno obdobje, mislim, 80-ta. Seveda klima je tudi omogočila to, ker je bilo, mislim, si se lahko postavil, si lahko, recimo, ali se boril proti čemu, ali pa samo, recimo, gradil svojo državo, ker nisi bil zadovoljen s to, ki je propadala in s tisto, ki še pride.
To se pa spomnim tudi, da smo lani je v Kinu Šiška, tam spodaj v drugem prostoru, Maska organizirala, pa je tak maratonski pogovor z režiserji in ustvarjalci predstav iz konca 80-ih in začetka 90-ih. To je bilo totalno zanimivo in v bistvu določene stvari sem takrat študent, v bistvu 93. sem se upisal, eno sem že v srednji šoli malo spremljal, nekateri teh predstav celo videl in ker se spomniš nazaj, mislim, ker ti nekdo obudi spomin na te predstave, vidiš, koliko so bile pomembne za, recimo, za nekako širšo okolico, koliko je to odmevalo naokoli in seveda tudi kako je, recimo, name, ki sem pač nekaj bil gledalc ali pa spremljevalc dogajanja na tej sceni, kako je name to, kakšen vtis je name naredilo in kako so bile te predstave, ki sem jih videl ali pa v nekateri samo poslušal, dobil določene informacije, kako je bilo to pomembno v bistvu za celoten razvoj mene kot človeka ali pa karkoli na koncu tudi kot ustvarjalca in igralca. Tako da se mi zdi, da najbrž od času, v katerem zdaj živimo, se nam mogoče zdi včasih, da je razpršeno, je definitivno bolj tekoče, fluidno kakor prej, ampak najbrž se bo čez recimo v naslednjem desetletju pokazalo, kaj so bili stebri teh, ne vem, stebri tega recimo desetletja in kaj je tisto, kar odmeva. Zdaj, kar se tiče naše Jugoslavije, se mi zdi točno to debez, da so prišli gledati kakšni ljudje, ki niso v Uniji predstavljajo 4% in to predstavo dojemajo zelo emotivno. Recimo naša Varuška mi je bolj enkrat rekla, ki je tudi gledala, da je bilo fenomenalno, ona je izmešane družine, oziroma oba starša sta pol Srba, pol Romuna. In oni doma govorijo srbsko, tudi z brati komunicirajo v srbščini in je rekla, da šele v tej predstavi se je zavedala, mislim, po pogledu predstave se je zavedala, kakšna debilana je, da ona, recimo, kadarkoli zazvoni telefon v njenem žepu, trikrat razmisli, a bo dvignila zdaj, recimo, če je v kakšni družbi, če bo dvignila in je začela s svojo mamo ali pa očetom ali pa z brati govoriti v jeziku, ki je njej najbližje, zato ker je to jezik, v katerem komunicira s temi najožjimi sorodniki. In pol včasih celo rekla, in pol časih dvignem in govorim mami, ja. In je rekla, da je ta predstava v bistvu naredila eno veliko olajšanje in ravno tako pa recimo tudi še kolegicam okoli nje, ki pa nimajo nobene te, nacionalne zgodbe zadnje, ki bi jo povezovala ali pa ki bi jih povezovala z Jugoslavijo, s to temo, ampak enostavno že dejstvo, da se lahko o tem govori mimo samo tega, ali si jugonostalgik ali pa si desničar, ki udriha po tem, ampak da je tu polje odprto za maso ljudi, ki pa so v tem času samo živeli in bili del te bivše dežele, domovine, države. Marko, hvala. Ni zakaj. Ja. Goran, malo šparo za nazadnje, ampak to ni nazadnje, to je v bistvu nekako malo skoraj znamenno. Poglej, moram reči, da si Jugoslavija moja dežela, s to predstavo posebno eno obdobje, ki se mi zdi, da ga ti enostavno, da si premlad, da bi ga lahko doživel. Ampak vendar je noter tok in noter na tak, mislim, zelo tako izkušenost, da si pisal, da bi ga živel trikrat. Eno in isto obdobje. Me zanima, tako ti v bistvu ta moč in še to me zanima, mi povedal, da primer, ker si dobil to ponudbo, da bi se to, da bi se z tega romana naredila predstava. Kaj se ti zgodilo? Se ti zdelo gledališče, zdi tako pravi medij za to, da se je kompetent temu reči to pošparo za film? Dobar dan. Jaz bi postavil to 3 vprašanja, da bo še nadoknadil. Jaz bi pa najprej odgovoril na nekaj, kar me nisi vprašal. Sam to, se mi zdi, ko danes govorimo o teh medijih, pa kako so vplivali na gledališče, se mi zdi, da nekako spušča zelo pomemben faktor. Nekaj, kako v bistvu so prenesli mediji, so pospešili čas.
To sem zadnjič razmišljal, ko hodeš v kino, pa gledaš film, pa se čist predivam, pa zraven tebe, pa najstniki skozi neki gledajo tiste telefone. Pa se reče, čakaj, ko sem bil v njihovih letih, sem gledal takole take filme. Ampak pa razmišljal, da ko sem bil najstnik, se v 3 urah, ko si sedel v dvorani, ni nič skodilo. Naslednji dan si šel v šolo in potem se mogoče ti je nekdo povedal, da se je kaj zgodilo. Od 5 do 8 zvečer se ni mogla nič zgoditi. Če je vse zgodilo, ti nisi imel koliko ti je zvedati. Skratka, čisto vseeno si sedel v tisti dvorani ali si pa zunaj. Zamudil si mogoče, če je bil lep vreme, kakšen špil, košar. Zdaj pa se v 3 urah na internetu, na Facebooku, na Twitterju, zgodi vse. In ti vsako minuto, ko si v dvorani, ko imaš izklopen telefon, v bistvu zamujaš na marsikaj. V bistvu čas, ki ga ti preživiš, je kar v tem času te lahko punca pusti, se starši ločijo, vse to in tebe čaka, ko prideš ven, 17 zgrešenih klicev, 15 sporočili, kakšne fotke, kdo te lajko, kdo te tega, to je. In dejansko v bistvu smo mi živčni, če ne odgovorimo na to, če nimamo telefona, 3 ure, zelo težko, tako se zelo sprašal, zakaj mladih ni v teatru. Tudi zaradi tega, ker je v bistvu to, da ti greš nekam in daš 3 ure svojega časa veliko večje čez žrtav, kot je to bila za našo generacijo, pa še ono prej, da govorimo o generacijah, ki zdaj hodijo, ki imajo te abonmaje zdaj, za njih 3 ure, to ni nič, to je kot da greš ti, na čim pauzati. In se mi zdi v tem smislu dejansko na nek način sem probal razumeti, njih razumem, ta pritisk, da se moraš ti odzivati, prestano, in da rabiš, je potem zahtevno, da se čisto umiriti, izklopiti, tudi Igor je to menil, vstopaš pa z nekim, ampak vstopaš zdaj celo goro stvari, kaj se je zgodilo, pa kaj se še lahko med predstavo zgodi. In to spreminja seveda neko dojemanje, tam počasi, se neki 3 ure na rodu pletev, pa 6 ur, če je še milijon, tam neki Rusi, ti pa ne veš, da je punca 6 stala, tako da to, zdaj, to sem hotel dodati k tej prejšnji debati, ker mi je to malo šlo čez glavo, zdaj pa odkje pa meni zdaj ta moč, kot si nekako poimenoval, jaz mislim, da to je neka nuja, če si pač ustvarjaš nek tekst, ali sploh če pišeš, ali pa če sploh kaj, nekako moraš nekako lastne izkušnje nadgraditi z nekimi izkušnjami tudi drugih, ker pač ne moraš se ometi čist tisto, kar si doživel, to je nemogoče, to je, potem lahko pišeš eno autobiografijo, ko si star 80 in do takrat pa pač živiš, če hočeš kaj napisati pa 30, pač moraš nekako to nadgrevati, enostavno poskušaš neprestano v bistvu razumevati, da ti vsi poslušamo zgodbe, te zgodbe je pač, neprestano, je dobro, jaz ene zgodbe poznam, zgodbe iz vojske mojega fotra, sem jaz slišal vsako 27krat v zadnjih pol leta, recimo. To pač poslušaš, ampak eno je, da jih poslušaš, drugo je pa, da se ti v bistvu uživljaš, to je dostkrat primerjam pisateljski poklic z igralskim, Ko pa se pač vsak od vas igralcev uživil lik, tako se moram tudi jaz, ko pišem, na nek način uživeti v ta lik, razumeti. In v bistvu, tudi ko ti poslušaš neke zgodbe, se uživljaš. In v bistvu poskušaš jih doživeti, čeprav niso tvoje. Poskušaš se preseliti v nek čas, kot te ni bilo. Zberaš neke zgodbe, prebiraš od njih in se potem poskušaš v ta čas naseliti. Seveda, tukaj pač ne moreš biti tako prepričan, ko pišem nekaj svojem času, prepričan, da bo res tako. Čeprav je tudi vsako vlastno doživljanje nekega časa zelo subjektivno, ampak se mi zdi, da pač nekako poskušaš biti v tistem času in jo potem opisati. Seveda je pa odvisno, koliko ti potem uspe, da greš čist svališla, da pač nekje se približaš neki resnici. In gledališče se mi zdi v tem smislu mogoče za razliko od filma, ki zahteva neko zelo realnost, in kjer lahko, če ti narobe razumeš nek čas, recimo zelo mimo udariš.
Gledališče napušča tisti prostor, da gledalec napomne. Skratka, jaz samo do neke točke opišem nek čas, recimo, ki ga mogoče nisem doživel, potem pa pridejo ljudje, ki so ga doživeli, napolnejo tisto praznino, ki jo teater pušča, in v bistvu potem rečejo, kako dobro je to bilo opisano. Ampak to dobro je bilo opisano zato, ker so oni sami napolni, ne mogoče zato, ker sem jaz dodal samo neke točke, jaz sem jih samo neka mesta osvetljiv, oni so potem svojo izkušnjo dodali. In tu se mi zdi pa te predstavi je zelo zanimivo pozgoditi, kako gledajo recimo starejši ljudje, ki imajo to izkušnjo, ali pa mladi, kaj v bistvu vsak iz te predstave recimo potegne. In tu se mi zdijo zelo različne stvari, ker se različno te praznine polnijo. Nekdo, ki nima, mu je to samo nek koris, neka skica, se mu zdi mogoče celo premalo opisano, nekaj tako malo skicirano, a nekomu je pa to tako, mislim, ker mu odpre njegov svet, ampak ta svet je njegov, niti ni moj. In seveda tu potem dodajo svoje tudi odlični igralci, ki to napolnijo svoje. Ampak mislim, da je to čar tega gledališča, kar se mi zdi, da je zakaj ne film, zakaj gledališče je mogoče ravno to, da je ta prostor, ki ga potem lahko ljudje napolnijo. In to pri Jugoslaviji, ki je res problematično, recimo, je v bistvu ravno tisto, kar je interesantno. In zato tudi gre potem tudi odzivi vse smeri, ker tam, če ti pač kar nekoga svea, nekomu prebudi neke pozitivne stvari, lahko pa nekomu zbudi vse tisto, kar ga je pri tej državi ziritiralo in potem celo predstavil skozi to svoje čustvo nekako spremljeno. Jaz sem pa skoraj daljši od Igorja. Še malo, no pa boš presegel. No, torej zdaj, če smo v bistvu krok do zdaj nekako še skozi, smo vendarle ugotovili, da v bistvu je čar pomor, če malo tako vse skupaj malo suma sumano, čar gledališča vendarle v tem, kar se zdaj malo ti naprezoval, in to je, da ta direktni stik s publiko in igralci v bistvu so ustvarjali neke nove vsebine včasih, ki se dogajajo in za nas, ki smo nastopajoči, in za ljudi, ki to gledajo. In to vsekakor je posebnost, v bistvu doben drug tam medij nima te močine. Torej, zdaj, če gremo mišljeno naprej, ker imamo še vendar nekaj za pospraviti, jaz bi se zdaj obrnil sicer na Ivico, na Markota, na Igorja, vi ste že delali tudi v tujini, naprimer, se vam zdi, da je gledališče, so ti trendi, gledališki trendi po svetu, a so drugačni kot pri nas, ali se z istimi problemi srečujejo, kakšne imate izkušnje, ki ste že delali in delate zunaj? Ivica, prosim. Pa djelomično su slični, djelomično različiti. Baš zbog toga što teatar nastaje u prostoru i vremenu, a prostor je vrlo važna koordinata koja se ipak mijenja. Čak unutar jedne male sredine, recimo Slovenije ili Hrvatske, govorim u najbližim, već u različitim gradovima je dosta različit pristup teatru. Slučaj Ljubljane, Ljubljana ima broj stanovnika relativno velik broj teatara, sad uzmimo drugi Maribor koji je drugi, proporcionalno po veličini bi on trebao imati puno valjda življu teatarsku scenu, pa je nema. Već to stvara jednu razliku između centra i nečeg što je periferija. A sad u razlikama od zemalja postoji, ako uzmemo za primjer velike zemlje sa tradicijom poput, uzmemo sad kontinentalne bez Britanije, znači Engleska i Francuska, u Francuskoj je tradicija teatarska, pa se to i danas reflektira. Posve drugačija korijene na jedan određen način vodi iz uličnog i srednjovjekovnog, a s druge strane iz dvorca. A ono što i onda se ta jedna kombinacija obožavanja zabave u Francuskoj puno više ustalila nego u Njemačkoj, gdje je građanski teatar nastao kao potreba buržoazije. Dakle, u trenutku kad Njemačka postaje ili zemlje koje su kasnije postale ujedinjena Njemačka, su u jednom trenutku doživjele veliki ekonomski procvat, to je prilike kraj 17. 18. stoljeće, i buržoazija je trebala artikulirati svoju potrebu za društvenim ritualima i tada nastaju te velike teatarske kuće koje su zanimljivo radile repertoar koji je tada bio popularan. Znači, za taj profil publike radila se ili sentimentalna ili čak ako hoćemo didaktička umjetnost.
I danas, ako gledate, sad ću odmah preskočiti recimo na 21. stoljeće, imamo francuski repertoari su puno raznovrsniji, u smislu tamo je i komedija, i bulevar, i vodvilj su puno prisutniji. Zato jer nije bilo te, kako bih rekao, povijesne činjenice, kao u Njemačkoj da je teatar puno strože bio vezan uz, uvjetno rečeno, uz novac, uz potrebu, uz didaktičku potrebu za formiranjem čak svijesti o njemačkoj naciji. I sad kad vidite, njemački repertoari su još uvijek tvrđi, u njima je recimo, kad smo spominjali predstave od 4-5 sati, u Njemačkoj su predstave od 9 sati, recimo izvedbe Fausta ili tako, gotovo, ja bih rekao, regularna činjenica ne samo za elitnu publiku, nego i za malo širi, dok je recimo u Francuskoj takva predstava nezamisliva. Sad tu dolazimo i do političkih implikacija. U Njemačkoj je politički teatar, baš zato što je i u vremenu kad je nastajao, bio iznimno politiziran. Znači, svi ti gradski i državni teatri u tadašnjoj Njemačkoj su na neki način razvijali i nacionalnu svijest. Dok u Francuskoj, Francuska je nacija koja je formirana neusporedivo prije i kao zemlja i teritorij, dakle oni nisu nikad imali potrebu u teatru dokazivati nacionalnu svijest. I danas je njemački teatar u puno slučajeva angažiraniji, govori o socijalnim stvarima. U Francuskoj, sad ću reći jedan primjer koji je opet tipičan, vidimo što tamo može izazvati društvenu reakciju. Recimo, najpoznatiji skandal druge polovice 20. stoljeća je bila izvedba Ženeovih paravana u 60. godinama u teatru Oden, koji je gotovo spaljen zbog te izvedbe. Zašto? Jer govori o francuskim osvajanjima u Magrebu, konkretno u Alžiru, i na jedan vrlo kritičan i negativan način govori o francuskoj ulozi u imperijalnim ratovima. I to je, recimo, kod francuske desnice izazvalo, ali pogledajte, riječ je dakle isključivo o imperijalnoj politici. Dok u njemačkom teatru i sad možete vidjeti predstave koje doduše neće tretirati pitanje Drugog svjetskog rata, jer je ono na sreću u Njemačkoj, za razliku recimo od Hrvatske i Slovenije, prilično strogo riješeno. Tamo predstave sa socijalnom tematikom, sa provociranjem socijalnih tema mogu izazvati odgovor u društvu, dok kao što vidite u Sloveniji, u Hrvatskoj još puno snažnije, predstava koja ili neka uopće tema ili umjetničko djelo koje u naslovu ima riječ Jugoslavije izaziva već stravično negativne reakcije. Dakle, kao što ste rekao, riječ je svaka sredina različito reagira i teško je govoriti čak o državnim, nego o gradskim, o regionalnim, i tu, kad vidimo i danas, evo vidimo izravno reakcije na Jugoslaviju su posljedica na određen način historijskih događaja, koji, koliko god nam se čini da smo od njih daleko, vidimo da i danas još uvijek izazivaju na ovim prostorima puno reakcija. A pa se ti zdi, da, na primer, zunaj v tujini bolj žanrsko, da se bolj držijo žanrov, bolj žanrskega gledališča, ali pri nas je, na primer, bolj avtorsko, ne? Režiser ponese svoj koncept, če potrebno tudi spremeni neko klasiko, si jo priredi. Zunaj pa verjetno se držijo te žanrov, ne? Ali je to zaradi neke tradicije? Mi opet iz nekih kulturoloških utjecaja, pritom mislim mi Slovenija i Hrvatska, smo pod utjecajem njemačkog teatra, jako. Njemački teatar je bazično autorski teatar u kojem je uloga režisera, pa gotovo, i to već od 19. stoljeća, režiser preuzima na neki način i autonomizira teatar, za razliku koji je do tada bio uglavnom u sklopu literature, smatrao se nekim literarnim žanrom. Režiseri ga čine autonomnim, znači interpretacija u teatru znači više od teksta. Dok, za razliku recimo od britanskog teatra, koji gotovo je u tom smislu neautorski, režiser tamo ima vrlo često, vrlo diskretnu ulogu interpretiranja i postavljanja teksta. Dakle, i to je razlika u kulturnim utjecajem. Recimo u njemačkom, to ću vam jedan primjer koji može ilustrirati, Braunschweig, dakle nekad vrlo moćno središte, danas je centar Airbusa, dakle jedan znanstveni centar sa kampusom, sa istraživačkim potencijalima, koji je nekad bio veliki državni teatar u kojem je bila praizvedba Goetheovog Fausta. Dakle, u prošlosti jedno vrlo značajno kazalište. Danas je Braunschweig
provincionalno mjesto u Njemačkoj, stravično bogato, ali zapravo jedna teška duhovna provincija. I sad gledao sam predstavu Ibsenovog Neprijatelja naroda, pred toliko građanskom publikom da to ne možete zamisliti. Dakle, čak usudio bi se reći malo građanskom, ali strašno bogatom. Dakle, u zimskom periodu prvi dio Neprijatelja naroda igra se u dvorani, standardno, drugi dio, kompletna publika, dakle u teatru dvostruko većem od drame, izlazi ispred na snijeg, na hladnoću i glumci glume s balkona. U trećem se publika vraća i na pozornici je sagrađen bazen na kojem na rubu bazena sjede penzioneri. Ne glumci, nego zapravo intendant je pozvao penzionere koji su statisti u predstavi, ali da ne bude zabune, oni plaćaju 5 eura. Znači, sudjeluju, ali nego još moraju platiti to. Sad, upozoram na ovaj drugi dio, na dio koji kod Ibsena može konotirati, dakle, neke političke referencije. Njemački režiseri, pa čak i kad kažem pod navodnike u provinciji, su prisiljeni raditi ekstremno angažirani teatar. Ako ne rade, to su neuspješni. I dakle, pogledajte paradoks, dakle, malo građanska, sad ako hoćemo, publika zapravo to konzumira kao apsolutno normalan kulturni proizvod. A režiser je prisiljen ih provocirati. Provokacija se zapravo sastoji u tome da ih izvede na snijeg. I oni, dakle, se smrzavaju lagano, mislim, u bundama su, ali prate, sad razumijete do koje granice u jednom bogatom društvu se mora provokacija pakirati u nešto, a publika, dakle, kažem, to gleda potpuno normalno. I sad zamislite, kod nas predstava, kao što smo rekli, ako već u naslovu ima riječi Jugoslavija, je već provokativna. U Hrvatskoj ovih dana ja i Marko smo upleteni u skandal u Dubrovniku. Dakle, trebala je na programu Dubrovačkih ljetnih igara treba biti izvedena predstava Elementarne čestice Michela Houellebecqa. Dakle, to je dogovoreno već prije otprilike pola godine, sigurno je na programu, i dubrovački župan je tražio provjeru od MUP-a, znači od Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova, procjenu rizika predstave, jer Michel Houellebecq je bio zapravo uključen neposredno u događaju u atentatu oko Charlie Hebdoa u Parizu, dakle u doba atentata, na naslovnoj stranici je bila njegova fotografija i on je zapravo u puno slučajeva identificiran kao osoba sa anti-islamističkim stavovima. E sad, kad se ta situacija preslika u Dubrovnik, dakle, koji, pogotovo kod župana koji sam siguran da nije čitao Houellebecqa, to je potpuno. Međutim, tražio je procjenu zašto. Dubrovnik je danas živi isključivo od turizma, to je turističko mjesto i zapravo iz neke njegove perspektive se čino šta ako zbilja neki islamist, a odmah je naravno u tekstu bilo, a granica sa Bosnom je 15 km, a čitali smo sad što se događa u Bosni zadnjih godina, što ako zbilja na plažu, tamo gdje smo trebali igrati, baci bombu, znači cijeli dubrovački turizam je. I što se dogodilo? Naravno, policija je vrlo nespretno sročila to objašnjenje da postoji rizik i to je upravo festivala navelo da kaže da se predstava u tom slučaju neće izvesti i već dan nakon toga su zapravo sve svjetske agencije pisale o zabrani Houellebecqa zbog potencijalnog terorističkog čina. I sad pogledajte apsurd. Dakle, da nije bilo te reakcije župana, mislim da nitko ne bi, predstava je toliko, dakle, govori o seksualnoj krizi ljudi u mojim godinama, 40. 50. Dakle, nema nikakvog, čak se ne spominje, nema nijednog islamskog protagonista čak. Međutim, nakon ove intervencije politike, potencijalni teroristi koje ovo sigurno ne bi zanimalo, sad su vrlo zainteresirani. Ali je to istina. I zapravo se atmosfera napetosti stvara na ovakav način. Sad, zašto je za teatar bilo nužno
reagirati, mi ne odustajemo od predstave, predstava će biti izvedena, jer pogledajte, u tom slučaju to razlikuje totalitarno društvo od slobodnog. Zašto? U slobodnom, čak po cijenu rizika, se neke stvari u umjetničkom smislu i tu onda vidimo odjednom kolika je moć teatra. Zašto je to tema koja je već tjedan dana udarna u vijestima? Jer ako se to dopusti sutra jedna, recimo, katolička grupacija, a naše društvo je iznimno katolicizirano, može reći, zašto vi igrate, na primjer, Krležu ili ne znam kog imao, jer je bio ateist. Dakle, ako se prihvati jedno, vi nakon toga imate cijelu seriju pitanja, znači ne može i bilo koja grupa u društvu može smatrati da neka stvar vrijeđa njezine osjećaje. Sad, to govori zapravo ovo što si pitao kolika je moć ili nemoć u nekim slučajevima teatra u nekim sredinama. Ja, super, hvala. Igor. Kaj? Kako pa drama se ti zdi? Ja zdaj... Tujim gledališčem v tujini, ti zdi, da je kaj drugače, se nekaj zgledujemo, ali... No, mislim, zgledujemo se, mislim, seveda prebiramo, gledamo, moramo neko mrežo sestaviti, v kateri se tudi mi znajdemo, ampak seveda moramo pa tudi mrežo našega terena, kot že cel čas govorimo, da določa gledališče in njegovo pozicijo znotraj določa prostor in čas, v katerem se nahajamo, ki je v vsakem kraju seveda malo drugačen. Jaz moram reči, da je recimo ta vdor, no, to je zelo slabo rečeno, režijsko-avtorskega pristopa pri nas prisoten 30-40 let, mogoče prej tega ni bilo na tak način. Ne vem točno, kdaj se je to začelo, v 25-30 leti, ko je recimo ta nemški avtorski princip gledališča začel prevladovati. Prej je bilo zelo, prej so bili teksti oziroma, teksti zgodbe zelo nedotakljivi pravzaprav. In še danes veliko slišiš, kaj ste naredili iz našega Hamleta. To recimo rečejo naši abonenti. Kaj ste naredili iz našega Hamleta. Tako da ta avtorski pristop, ko je nek tekst, neka platforma za razmišljanje režiserja in seveda cele avtorske ekipe in seveda tudi vseh igralcev, ko je neka zgodba, neko sporočilo, samo temelj za nova sporočila in novo avtorstvo, tega seveda prej ni bilo, zdaj je to tako rekoč nuja, tako kot je prej Ivica rekel, je nuja v Nemčiji, tako je tudi pri nas nuja. Mogoče tudi povedati, da je ena ločnica. Kako zdaj ne to povem? Je nuja v določenem gledališkem strokovnem krogu. Tam se čuti ta nuja avtorstvo po vsaki ceni avtorstvo in če se tega ne držiš, ne prideš skozi neke okvirje, ne prideš skozi kritiško oko, ne prideš skozi, ne vem, pač strokovno javnost, Če pa se seveda nekako držiš tiste osnovne zgodbe, realiziraš igro, kot jo je avtor napisal, postane to v teh istih krogih popolnoma nezanimivo, tako mislim, da je nekaj podobnega tudi Ivica prej govoril. Ne glede na to, kako je močno ali karkoli se že zgodi. Skratka, nek pečat mora na tem statu. Mislim, da vprašanje ni bilo čisto to. Malo sem pa odgovoril. Ja, na vsem konci se dotikamo tega, o čem se pogovarjamo. Marko, ti imaš zdaj za dodati glede teh izkušnj s tujino? Ne. Na vrsti je zelo, tak, bomo rekli, mogoče celo najbolj luškan del tega pogovora za vas. In sicer, za vas smo malo pripravljene 3 nagrade krasne.
Ne, kar usta so odvrli. 3 krasne nagrade. Torej, tretja nagrada, no to bom povedal, kako do njej pridete, ne? Tretja nagrada je zelo lepa nagrada, to je sprehod z Kočevsko medvedko, zdaj malo ki pride ven, če si kdo se želi. Druga nagrada je tudi zelo lepa, to je skok s planiške velikante, koga ne ima. In ta glavna nagrada, vse gre sem za ta glavna. Torej, skratka, gledajte po sedeži, ne? Ima 15 ljudi, ne? 15, pod 15 sedeži sta skriti 2 karti za predstavo Jugoslave v moje dežele. To je kar potikajte. To je tako malo mesta ne gremo na prejšnje. Super. Dobro, kjer je šel. Zdaj, ko v bistvu malo se šli proti zaključku, ker jaz vam predstavo, čez prvo ure. Bom zastavil vprašanje pa teku. Torej, vrnili se bomo k tele naši predstavi Jugoslavija, moja dežela. Prej smo že omenili, da je zanimanje za to predstavo bilo večje, kot smo običajno vajeni glede naših predstav. Zdaj, tukaj na zaslonih, ko ste lahko zagledali, boste videli nekaj objav, ki so pred premiero in pa seveda po premieri kar preplavili vse medije, tam so, to je kar deževalo, tega v bistvu nismo vajeni, tudi nismo vajeni, da smo kar tako pred premiero na prvi strani, naprimer časopisa Delo, ne. To je, meni se to osebno zdi, da bi moral biti zakon, ne. Da so slovenske gledališke premiere, možda ne na prvi strani, če lahko vsaka tekma prve slovenske nogometne lige, pa vsaka premiera, ampak to je moje. Zdaj pa v bistvu grem za vprašanje. Za Igorja, mogoče za Ivico. Kaj mislite, kaj je razlog za takšno zanima? A je to nostalgija, oziroma jugonostalgija tista, ki je privabila ljudi, ko gledo, čeprav ne, Ivica, ki si v začetku rekel, mi ne igramo na karto jugonostalgije, pravzaprav to ni sploh ni predmet te, oziroma ni zgodba te, mislim, ni v zgodbi. In kako je pravzaprav potekala komunikacija z javnostjo, to bo lahko Igor vedel, ne, kakšne kanale smo uporabljali, smo mogoče uporabljali kakšne drugačne pristope, kot pa za druge predstave. To je bilo nekako, če bi Igor izvolil. Jaz moram priznati, da nobenih posebnih kanalov ni nihče uporabljal, ampak so se kanali sami ustvarili glede na temo, ki je bila dana, in kot je bilo rečeno že nekajkrat, čim se pojavi Jugoslavija, to pač vzbudi raznorazna čustva in odnose. Jaz moram pri tej stvari povedati še nekaj, kar smo že prej enkrat hodili. V zvezi z mobiteli bom nekaj povedal in v zvezi z ljudmi izven tistih 4%. Ena predstava Ilijade, ko sem jo šel gledati in sem sedel na vrhu in gledal celo dvorano dol. In začela se je, kot to je bila generalka oziroma predpremiera. Začelo se je tako, da je bilo tako rekoč te lučke telefonske so svetle pod celem. Jaz sem bil čist, sem rekel, o Kristus, kako to sploh lahko, kako češ to, vse najbrž to, ko vidim svoje otroke, vidim, kako lahko zraven, ki se stava pogovarja na tipka in mezič, ne da bi sploh trenil. Ne. Kar pomeni, da imajo dvojno dispozicijo, ne, cel čas pripravljeno. Ampak, čez nekaj časa so začele te lučke počasi ugašati in na koncu ni bilo niti ene in jaz sem prav po lučkah štel, koliko je uspešna predstava. Ne? In to mi je bilo popolnoma fascinantno. Zdaj pri Jugoslaviji je pa druga stvar, ki recimo me pa najbolj fascinira, ko grem mimo vhoda, takrat, ko ljudje prihajajo, vidim, da so ljudje popolnoma drugi. Ko je razprodana predstava, so ljudje popolnoma drugi
in nekaj, kar že zelo, zelo dolgo ni nihče videl pri nas, svečano so napravljeni, pričakujejo velik dogodek, imaš občutek, da so prišli k Birmi, ali pa imaš občutek, da so, ali pa tako sem imel občutek, da so šli na maturanski ples, ker so noti, malo bolj kot fotografirali so se prej, ker so šli na dogodek, ki jim bo nekaj v življenju prinesel. Zdaj, z kakšnih vzgibov so prišli, ne? Je popolnoma vseeno in kaj so noter doživeli, ne? Seveda je vsak nesel in multipliciral na nek svoj način, ne? Ampak te obe predstavi nista potrebovali, kljub temu, da ste bili seveda marketinško, pač kolikor mi zmoremo v današnjem času izpostavljeni in tako naprej, nista z velikim trudom, kot seveda tudi druge predstave, ne? Ampak nista razen svojimi naslovi in svojo samo predstavo in samim delom, svojo umetnino, nista pravzaprav imeli drugih možnosti v našem prostoru. So pa seveda mediji sami priskočili tako na eno kot na drugo. Torej, to ne gre za kalkulacijo, to v bistvu se lahko zgodi, ne? S tem ne možeš kalkulirati, da je rekel za sabo statica. Možda je najvažnija stvar, kako je došlo do predstave. Kad sam pročitao roman, sam bio istog trenutka zbilja fasciniran, jer u teatru kao režiser uvijek sam u potrazi za tekstovima koji bi bili suvremeni, koji bi govorili o današnjem vremenu, iskreno jako teško ih je naći. Zapravo koliko god, kad bih za sebe trebao definirati jesam li režiser klasičnih ili suvremenih tekstova, bih automatski rekao suvremenih, a onda kad pogledam, baš i ne. Uglavnom se vrtimo oko pisaca koji nekako artikuliraju pitanja koja me zanimaju. A u Jugoslaviji je nevjerojatno da u tom romanu postoji nešto što bi se moglo nazvati urgentnost. To je roman ovog vremena i zbog toga smo naglašavali ne zato da bi se skrivali ili žalili, ja sam vrlo često nostalgičan prema nekim dijelovima života koji je bio u Jugoslaviji, nego je nevjerojatno, to je roman ovog trenutka ovdje i to je vrlo, vrlo rijetko. Koliko god pisci pišu, ali kad vidite i kad govore o današnjem vremenu, vi ne osjećate u puno slučajeva da vas se to na neki način tiče. Goran je napisao jednu fantastičnu sagu, skoro obiteljsku, u kojoj se familijarne priče prepliču sa onim što se događalo u ovim prostorima, recimo od 80-ih do danas. I to je nešto što svakog čovjeka dira bez obzira kakav stav zauzima, je li on vrlo emotivno pozitivno obojan ili je negativno. Ali pritom je prvenstveno riječ o velikoj literaturi, moćnoj, koja u teatru za mene ima jednu epsku dimenziju, što je vrlo rijetko. Pogledajte, većina današnjih suvremenih tekstova su nenarativni, pokušavaju se igrati sa formom i to je ono što je Igor malo prije spomenuo. Mislim da je postala fama u našem internom krugu, profesionalnom, da zapravo što smo hermetičniji, stilski udaljeniji od potreba publike, da smo na neki način ekskluzivniji i bolji. Sam sam vjerojatno u nekom razdoblju svog rada imao takve, da li svjesne ili nesvjesne potrebe, ne znam. A ovo je, ovakva literatura je vrlo slična filmu i mislim da nije, pogledajte u filmu, recimo sad ću, sjetit ću se Cronenbergovog, je li to bio Pacijent, koji je zapravo jedan potpuno narativan film o Freudu i Jungu, krajnje narativan. A to je za mene vjerojatno jedan od najboljih filmova posljednjih godina, iako je riječ o redatelju koji inače eksperimentira sa formom. Tako mi se ovdje činilo da je taj materijal toliko živ da on traži da ga za istog trenutka postavi u teatar. Pogledajte, možda iz nekog razloga za nekoliko godina, kad literarna vrijednost romana bude još više potvrđena sa puno više izdanja, sa time da ga je pročitalo puno publike, možda u teatru iz nekog razloga neće imati tako urgentnu svježinu kao što ju je imao sad. I ne zaboravimo, ovo ipak uz sve to je roman, što je fantastična činjenica, kojeg je pročitalo možda od svih suvremenih romana u Sloveniji u posljednje vrijeme najviše ljudi. Dakle, jako je lijepo, koliko god je teško raditi na nekom materijalu koji ljudi
ili koji barem jedan relativno velik dio publike poznaje i koji će vjerojatno preko predstave biti i dalje onako kao u Larousu mi se sviđa jer je u toj poznatoj francuskoj enciklopediji maslačak, regrat, je simbol Larousa, znači jedna otpuhnuta sjemenka dalje stvara nova i nova polja i čini mi se da je to ljepota ovog romana, to što te nove sjemenke će nicati, one će sigurno kod ljudi koji gledaju prvi put ili ovi svečani stvoriti neku želju, ali svečanu želju za teatrom. To je možda za nas koji se time bavimo vrlo važno. Evo, hvalica. Jaz bi zdaj moral na pomoč poklicati Petro, ja, lepo prosim, ki bo prevzela mojo vlogo, ker meni se predstavlja izbliža in je bil pa kaznoval. Tada, jaz bi prevzel, zdaj smo v bistvu na koncu skoraj. Jaz bi samo še, naprimer, če bi prišla sem, da ti bom pokazal, kaj bi še bila vprašala. Kaj bi še, naprimer, tak samo, Tanjo, naprimer, vprašala, kaj bi koliko. Če bi slušal, ne bi šel. Hvala, gospod Evršič, za predano besedo. No, torej, Tanja, kakšne komunikološke pristope menite, da bi morali v gledališču uporabiti, da bi ga približali javnosti? Hvala. Ne bi rada zdaj govorila o nekih receptih ali po nekih pristopih, ki bi imeli ne vem kakšno nujno noto o uspešnosti. Mislim, da je zdaj zadnji sklop pogovora vezan na konkretno predstavo Jugoslavija v bistvu povedal vse, kar je treba imeti. Treba je imeti krasen tekst, super ansambl, v bistvu provokativno, bom rekla, aktualistično temo, za katero vleče več generacij hkrati, izvrstno izvedbo v današnjem času, skratka neki, bom rekla, neke stalnice, neke lastnosti sleherjenega gledališkega rezultata, ki so po moje nekako, bom rekla, posplošeni lahko v času. Ni važno, gre za leto 80, 90, 2015 ali pa 2050. Verjetno se bo zanimalo bi me recimo skozi čas, kako se bo ta predstava spreminjala, če se bo spreminjala, kakšen način jo bomo doživljali čez 10, 15, 20 let. Mene kot relativno zveste gledalke in obiskovalke teatra čara ravno to, da imaš v bistvu možnost isto zgodbo in isti tekst recimo videti skozi različne perspektive prvo sebe kot človeka, zato ker seveda odraščaš, se spreminjaš, enkrat si bolj dovzeten za te, kot je rekla prej Deja, neke personalizirane lastnosti, gre zaradi Markota, gre zaradi Igorja, gre zaradi Nataše, gre zaradi, ne vem, Polone v teatr, ti je ta, rekla, igralski vidik prvi. In sama recimo šele v zadnjem obdobju opažam moč in vlogo in pomen režiserjev. Prej kot dijakinja, kot študentka nisem prepoznavala zares pomena režiserja pri produkciji in pri celem procesu nastajanja tega, kar sem jaz zelo z veseljem, zelo emotivno doživljala in še razmišljala o vsaki predstavi in po njej. Tako da, ja, nimam jasnega odgovora, v smislu, kateri so zdaj nujni recepti, ki bi veljalo privzeti. Mislim pa, da če je to vprašanje prej bilo za mlade, ker sem razumela, da je to tudi neka intenca, tle imamo sicer očitno gledališko publiko med nami, se pravi, nimamo tiste, ki bi se niti bali, niti sovražili gledališče, niti imeli nek indiferenten odnos do kulture nasploh. Pa bi me bolj zanimalo zares vaše odzivi, vaše vprašanje.
Ampak ne glede na to, verjetno pa vemo, da so tudi mladi, tako kot vsa ostala, bom rekla, publika izjemno heterogeni. Gledališče kot tako vendarle nagovarja specifično mladino. Ne nagovarja mlade kar tako v celoti. Tako kot film, tako kot recimo popkultura ali koncerti ali pa neki specifični žanri. Tako da tudi tu verjetno velja se seveda povprašati, katere mlade pa mislim, da je dober recimo razvoja, rezultat tisti, ko pritegnemo ljudi, ki so dejansko tako drugače deprivilegirani ali pa na robu, ali pa mogoče res, bom rekla zdaj s tem naslovom, prestrašeni gledališča, ampak ne zato, ker bi bil ta strah urojen, ampak zaradi pomanjkanja izkušenja, pa zmožnosti v svojem neposrednem okolju, v katerem odraščajo. Jaz nisem gledališko dete v smislu družinskega miljeja. Jaz sem odraščala v okolju, kjer nišče ni imel rad gledališča. Pa vendarle sem našla pot do njega. In ne bi rekla, da me je gledališče iskalo. Ni se posebej trudilo zame z nekimi mehanizmi, pristopi, mediji, gor, dol. Je pa res, da smo takrat v gledališču vendarle lahko večkrat, bom rekla, prebirali, poslušali na enih in istih, mislim, na klasičnih medijih. Če si zamudil predstavo, si imel možnost tudi recimo pogledati na televiziji. To ne vem danes, če je prav pogosto. Jaz recimo sem to lahko tudi počela. Kritiška nota, pozornost v kulturnih delih tiskanih medijev je bilo zagotovo večje. Danes je katastrofa, odprete kultura in družba in imate pol strani namenjene, prispevku kultura in družba, imamo pa, ne vem, 10 strani vsega skupaj vozili pa športa. Ne pravim, da je treba nekaj zmanjšati, ampak ta delež, prisotne kulture, kljub tam se strinjam, vstopnih točk je več na nek način. Ampak ne želimo si zgolj teh hitrih vstopnih točk pomnožiti, želimo tudi verjetno doseči, kaj se skozi sporoča, in predvsem kako se skozi sporoča. In tretje polje, ki je po mojem ključno pri pritegovanju mlajših publik v gledališče, je žal šola. Mislim, da tu nimo enormno. Se pravi, način, kako se o gledališču, kulturi, književnosti, vlogi kulture danes govori skozi šolski sistem, je tisti, ki ima lahko seveda absolutno pozitivno, spodbojevalno noto ali pa obratno. In ja, tu smo verjetno odraščamo v istem času vsi mi. Če imaš krasnega učitelja ali učiteljico, ki te zanimira za neko temo, ki te prepriča v neko področje, ki te zna navdušiti za stvar, potem je korak do realizacije tega navdušenja bistveno lažji. Tako da več prostorov ne se prepleta v teh intencah in poteh za privabiti publiko. Hvala, lahko sam nekaj tlele zraven. Sej, jaz bi tlele, sam malo sem se vključil, ker se mi zdi, da je to se med predvsem tiče. Tudi bi moral postaviti ti vprašanje, s kom si šla prvič v gledališče. Zdaj bom poskušal sam povedati, ker zdaj pregledujem te razne statistike, z marsičem se ukvarjam. In se vidi, da po letu 2000 začne nekako upadati zanimanje srednješolskega občinstva. Jaz sem se spraševal, kaj se je takrat zgodilo, in da sem prišel do zelo preproste rešitve, namreč v tej naši novi dobi je se šolstvo odločilo, da je kultura enako kot vse ostalo, kar se ponuja na trgu. Se pravi, gledališka predstava je izenačena z zobno pasto, kar se tiče propagande, kar se tiče govorjenja o temi in tako naprej. In je vse skupaj na nas nekako, cel tovor se je zvalil na gledališče, in zdaj seveda mi se zelo trudimo govoriti o tem, imamo, ne vem, cele programe narejene za to, tako da je pa resnica tudi ta, da se je
trend padanja, ki je bil nekako prisilen, ali pa logičen po takem, se je zdaj zaustavil in že nekaj časa na neki konstantni ravni, pomeni, da vendarle neko osnovno jedro zanimanja med publiko ostaja. Jaz samo to lahko rečem, da mene, jaz ne bi nikoli bil v gledališču, če me ne bi v šoli za roko pelali v gledališče. Nikoli, ker sem spotuje doma, ker itak ni bilo gledališča, ni bilo šanse, da bi šel z njim v kakšen stik. Mene so dali v avtobus in me pelali v Mariborsko opero, gledal sem in takrat je pač se zgodilo. In verjamem, da nekaj podobnega, ali pa z marsikom, ki je imel to šanso. Tako da tukaj bi mogoče, glede na to, da smo vendarle v šolskem sistemu, od tukaj poslali sporočilo. Hvala, pardon. Bi mogoče še želim to, da sklepite? Potem bi jaz besedo podala, ker vam, draga publika, ker sem pripričana, da imate kakšno vprašanje za naše goste, tako da mogoče kar lahko vprašanje. Lepo zdrav, študent drugega letnika sociologije. Malo me zanima, kak izkušnje iz gledališča vplivajo na vaše vsakdanje življenje. Torej, ker življenje je eno samo večje gledališče in me zanimajo, kakšne usporednice vežete med kulturo, gledališčem v svojem življenju. Ja, jaz gledam kot eno celoto, pač jutri, ko ščetkam zobe, zobno pasto, katerokoli, pač jo kupimo. In naprej, včasih sem bil zelo pač po akademiji, se mi zdela, treba se posvetiti, to je delo, to je moje privatno življenje, in pa sem vedno zdela, premalo delam, ker nisem posvetil, projektu toliko in toliko minut na dan. Ampak potem, eno sem skapiral, čakaj, vse to, kar jaz počnem ves ta čas, proces v telesu, v glavi, dela neodvisno, torej s tistim, čimer se ukvarjam, pač črpaš, ko greš skozi dan, črpaš vse tudi za to, kar počneš. To je bilo, tako da se zdi, da v bistvu seveda vpliva to na tebe, ko se ukvarjaš z določeno temo, kakorkoli se lahko rečemo, naredim ločnico med vlogo, odrom in potem sabo, ko si privat, ampak na nek način zleze vloga tudi vase, ti daš nekaj sebe v to vlogo in se mi zdi, da se na tak način, pogledi imamo igralci, da se na ta način oplaramo in reproduciramo in v bistvu na seznam tega, kaj mi vse smo, dodajamo pač neke nove opise oziroma neke nove definicije sami sebe. No, mene pa zanima, kako dolgo se pripravljate na eno predstavo in kako ta proces izgleda? Ja, odvisno. Kako se določijo nekak urnik, so kakšni študiji, kjer imamo več časa, kakšni so zelo zgoščeni in nekako se mi zdi, da ta neka naša boj za preživetje strukturira čas in če treba pa narediti predstavo v enem mesecu, v 5 tednih ali v krajšem času, veš, koliko moraš intenzivno delati že od prve minute, ko treš tekst in ga utrlo prebereš. Tako da to, drugač pa imamo, če imamo 2 meseca, imamo časa, seveda z konstantnimi predstavami, tudi tako da večinoma se dopoldne od 10 do 2 vsi navajajo skoraj vsi, razen če si še pa kakšne druge umnovnice vaje ali pa kakšne gospodarske predstave. Večerne vaje so pa bolj problematične, zato ker je to križanko, kdo lahko pride na malo težje izvesti, ker ima nekdo med tem vajo v mali drami, se predstavlja v mali drami, nekdo predstavlja na velikem odru, ali pa celo, recimo, gostovanje nekje po Sloveniji, ali pa še kakšno drugo zadočitev. Kakšen medij je gledališče danes po svojem pomenu na boju, refleksijah, predvidevanih dogodkov, ki se bojo zgodili v reflektirane preteklosti? V antični Grčiji je to bil pravzaprav skoraj da edini medij. Kakšen pa je danes? Ne gledališče medij prograta, ampak gledališče kot medij. Sigurno ste rekli, v različitim vremenima je uloga teatra bila drugačija. Mi smo
kad su naši teatri i HNK i Drama bili osnovani, bili su jedini teatri u tadašnjem Zagrebu i Ljubljani, sigurno su imali jednu, rekao, u nekom plemenitom smislu nacionalnu prosvjetiteljsku funkciju. Danas kad ti gradovi imaju u jednoj večeri neusporedivo veću ponudu koja se ne sastoji samo recimo činjenice da već u svakom gradu ima barem 10 teatara, koliko već multiplex kina, galerija, klubova za izlazak, znači vrlo teško je, funkcija je sasvim drugačija od onih malih sredina u kojima je teatar bio glavni društveni događaj. S druge strane, odabir programa je za nas danas jako veliko pitanje. Igor, ja se susrećemo sa istim. Znači, s jedne strane, upravo zbog ove uloge školske, jer vrlo je važno održavati nekakav kontakt sa klasičnom literaturom koja u nekom novom čitanju mora biti dio, mi se još uvijek i zovemo narodno gledalište i jedan i drugi. Znači, funkcija u nekom širokom smislu još uvijek je prosvjetiteljska, a s druge strane bismo htjeli biti aktualni i ne samo komentirati današnje vrijeme, nego mislim da su najbolji teatri oni koji uspiju anticipirati vrijeme. Dakle, ako mi unaprijed uspijemo prikazati nešto što će se u društvu, na političkoj, na intimnoj sceni dogoditi možda za nekoliko godina ili desetljeća, a onda smo uspješni u toj vrsti, ne samo predviđanja, nego nekako trasiranja, definiranja novih stilova u pismu, režiji, glumi, u temama koje smo možda prvi načeli i to je zapravo jako težak zadatak, kao sad imamo program Drame pred sobom, kako u taj program, kako zapravo zadovoljiti ove, uvjetno rečeno, narodne potrebe i kako unutra biti progresivan u nekom društvenom i estetskom smislu. Vsem pravzaprav ne bom imel kaj dosti za dodatke in Ivica zelo natančno povedal. Mislim, da je ta vloga gledališča kot nekega centra dogajanja v nekem mestu, ki je lahko manjše ali pa večje, je bila v Ljubljani pred 100 leti, ko res ni bilo drugih stvari, je bila čisto drugačna, je bilo vendarle shajališče, bilo je nekaj stvari, kamor se je lahko zvečer šlo in eno od teh stvari je bilo gledališče. Vseeno se mi zdi, da je zelo pomembno, da je, to je tudi naša želja in to zdaj počnemo, da je gledališče vseeno nek prostor, kjer je možno izmenjati mnenje, kjer je možno govoriti o stvareh, kjer je možno govoriti o aktualnih temah, o temah, ki jih predstava sproži, o nekih temah, ki jih predstava sproži, ki se bojo še zgodile, tako kot je rekel, to, kar je naše, recimo, največji užitek v tem nosu, kaj se bo zgodilo, kaj se dogaja, kam družba potuje in tako naprej. In o tem se pogovarjati, o teh temah, ki jih predstave sprožajo, je, recimo, moja velika želja, da bi Drama na ta način, pa najbolj Ivica isto misli v svojem gledališču, sprožila nek krog, ki bi bil pod zvezda širil neko zanimanje. In hkrati ne smemo pozabiti, da je gledališče tudi, gledališče to je družabno srečanje, ne? Mislim, v gledališče gremo zvečer ob 8:30, ali pa kdaj že pač je, gremo z nekom, gremo zato, ker in tako naprej. Skratka, je dogodek, na to včasih malo pozabljamo v teh zelo željah po aktualnosti, ko nečem vse, ampak to je hkrati čustveni, miselni trip ali rot, ali kako že, mislim, skratka, tam se je fino dobiti, zato, ker veš, da tam nekaj se zgodi, nekaj ti uživo povedal, kar je pa to, se mi zdi pa bistvo. Pri nas se dogaja unikat, mislim, vsaka predstava je unikat, se pravi, nekdo je prišel tja, da pripoveduje zgodbo, in nekdo je prišel sem tja, da gleda ali posluša zgodbo, se pravi, gledališče je ritual in ta ritual ima seveda okolico, ki jo je tudi treba negovati, ne samo sam center tega dogodka. Jaz bi rada nekaj povedala tako
pač gre za to, da za Gorana gre. Goran Vojnović je v bistvu en pisatelj, ki ga res veseli, da ga je drama prepoznala in vi ste vzeli to drugo knjigo kot scenarij za novo predstavo, ker res je očitno, da to refleksija o družbeni vlogi gledališča, na primer te odmevne uprizoritve Jugoslavija, moja dežela, ker pravite, da je privabila tudi publiko, ki ne sodi v tistih 4%. A enako se je zgodilo tudi s Čepuri Raus, ker je bolj Čepuri Raus lahko reče refleksija o družbeni vlogi literature, na primeru odmevnega tega branja te knjige Čepuri Raus, ker so knjigo začeli brati tudi tisti, ki sploh ne berejo, a ni Goran Nikole. Ja, tako da to mi je zelo všeč, da se drama odzvala temu verjetno predlogu Ivice, ali tako ne vem, kako ste se zmenili, ne vem, točno, ki si bila na novinarski. Drugače pa res hvala za karte, ker nisem se šel kaj predstaviti. Strinjam s temi 4%, ali mislim, da pozadamo, da obstaja mogoče na nekem širšem področju je 4%. V Sloveniji imamo prvič mogoče 4% je bil ta nek elitistični teater, o katerem Ivica govoril. Prvo obstaja teater, ki jaz pravim, da je zunaj tega otoka ljubljanskega, kjer so večina teatrov, ki je v bistvu, ne mislim, včasih rečemo komercialni, včasih tak, ki pa v bistvu ima kar eno veliko občinstvo. In ki se ga včasih dotakneš, mislim, smo imeli glavnost predstavo Čepuri, ki je nastala sicer v Gleju, potem pa šla v krog in prišla do različnih ljudi, in prideš in to pa je, odkriješ, da v Sloveniji obstaja ta nek drug teater, ki lahko pride, ne vem, v Šmarje pri Jelšah ali po Žalec in tam napolni dvorano za 400-500 ljudi, par dni zapored. Je pa res, da so pač pričakovanja ljudi tam popolnoma drugačne, izkušnje so drugačne, da dostkrat v bistvu ravno zato, ker je ta prostor prepuščen, ne vem, večinoma komercialnim predstavam, nekim tudi nizkobudžetnim predstavam, nekim tudi ljubiteljskim izmišljenjem, tako pač je nekako potem dojemanje teatra kot nekaj v bistvu prvo zabave in v bistvu nekako skoraj nujno je komedija. Žanr mora biti kar naprej določen, da mora biti komedija in potem, če je še kaj zraven najden, najbo, ampak mora biti pa skoraj nujno komedija. In to je en prostor, ki sem jaz zdaj nekako odkrival, da obstaja en ogromen prostor, ki pa je v bistvu vprašanje, ali ga bo uspel ta institucionalni teater, elitni teater, nekako zagrist van. Mislim, s tako predstavo mogoče Jugoslavija se je prikazali, da je nek potencial, da pride do teh ljudi tudi neka predstava, ki ostane v drami, ki jo režira Ivica Buljan, kjer igra, mislim, ansambel drame, mislim, da pride do teh ljudi. Vprašanje o razmisleku teatru, ali je sposobno, ali je možnost, da se to dogaja večkrat, da je več teh predstav, ki gre iz drame, da mogoče v neki prihodnosti bo ta prostor osvojen tudi z nečem, kar ni komedija, da bo prišla neka resna predstava, ki se mogoče manjša, ker bo lažje gostovala po vseh teh manjših vejah, ampak neka kvalitetna avtorska gledališka predstava, ki bo se spustila nekako tako, kot se spušča Špas teater, Silvi teater, mislim, te komercialni teater, tudi v nek boj za to občinstvo. In to se mi zdi nek zanimiv izziv tudi za ta institucionalni teater. Skratka, da tudi se enim premislekom poskuša priti do teh ljudi, ker moja izkušnja osebna je, da so ljudje lažni teatra, da imajo pa specifična pričakovanja, ki na podlagi tega, kar ponavadi dobijo. In dobijo pa izključno v bistvu neke komedije, dosti zelo lahkotne, različne kvalitete. Sam jaz pa mislim, da se je to spremenila celotna politika. Mislim, da niso to krivi samo, prosti, mislim, kot ti odgovorite, ne tako. Ker se v bistvu ni samo, da so teatri inštitucije v bistvu tle zamudile kakšne svoje korake, pa niso naredili dovolj, ampak predvsem kulturni domovi in politike teh krajev oziroma njihove ponudbe, ki se seveda razlikujejo od kraja do kraja, ponekod pa poskušajo marsikaj. Ampak jaz, recimo, ko se spomnim, kaj vse sem lahko gledal v
80-ih in 90-ih v Velenju v okviru Abonmaja, so bile v bistvu same take predstave, ki zdaj, ki se pogovarjamo o njih, pa to sem jaz videl, to so same referenčne predstave pomembne za gledališko zgodovino. Medtem ko danes se kulturni domovi praktično ne odločajo za tovrstno ponudbo, oziroma se zelo ampak pa se ljudje navadijo, mislim, zdi se mi, da ljudje se navadijo, glede na to, kaj dobijo, pač to gledajo. Mislim, če bi imeli pa zelo zahtevne predstave za gledati, bi pa gledali zelo zahtevne predstave. In tako mislim tudi, da je dijakom treba ponujati absolutno vrh vrha. Mislim, in to, kar sta prej oba rekla, da je od leta 2000 je v bistvu posledica, ki se je že v konc 90-ih začelo v srednjih šolah, so se začeli te izbirne vsebine, torej ni bilo več, ok, zdaj pa mi organiziramo in delamo propagando na šoli za to, da bo imelo čim več naših učencev abonmaje za gledališče, za koncerte pa to, ampak je naša naloga samo, da otroci popolnijo toliko in toliko, mislim, imajo toliko in toliko ur zapolnjenih in njihov interes je tak bil, ok, vzamem abonma, to je 35 ur, ne, bolj se mi splača vzeti uno, ki je hitreje upravim, pa ni to dolgočasno. Enostavno zvedeš sam na to, na seštevanje ur, tako kot je v končni fazi, se mi zdi tudi srednješolska matura, neč tudi tako kot kalkulacija ali opisovanje na fakultete, kalkulacija, koliko točk bom dobil, v redu, s to točkami se lahko upiše na to pa to fakulteto, da bi dobil interes narediti sprejemne izpite, oziroma se upisati na fakultete in potem se maksimalno potruditi za sprejemne izpite na teh izbranih fakultetah in mora biti omogočiti, če hočeš ti pa iti na 7 fakultet, oziroma 7 srednji delati sprejemce, da jih tam narediš, ne pa da te računalnik fuklevam in določi, kaj je tvoja prihodnost. Ok. Nisem rekel, da je drama, ampak sem rekel, da je to izziv ravno zaradi vsega tega, kar si ti govoril. Da to ne mogo biti izziv za prihodnost ravno v teh razmerah, ki so, s katerimi se vredno vsi strinjamo, da pač je krivcev več, ampak ravno te je pa nek izziv, bi jaz rekel, recimo za prihodnost, ne za naslednjo sezono, ki je že pričala. Ampak recimo za naslednjih 10-15 let, recimo. Čak. Moram jaz to povedati, da so mnoge, da je predvsem predstavki naših, ki krožijo, nekatere so stare že 15 let, nekatere imajo že 250 in več ponovitev. Skratka, delamo tudi na tem, mi smo v vsaki vasi, jaz sem bil, ampak resnica pa je, da zdaj, ko me kot direktorja vprašajo, vpraša, kaj pa imate kako komedijo? In potem se rečem, čakajte, imamo eno strašno fino zgodbo če imate komedijo, naši imamo radi komedijo. In to se pravi nek kulturni animator določi, kaj imajo oni radi. In določi pa zato, ker so navajeni seveda po eni strani nečesa, kar je dostopno za ston, tako rekoč, kar jim pridejo pogledati. Tudi, ko zbirate denar za njihove abonmaje, ga tudi vprašajo ljudi, ali bo kakšna komedija, zdaj pa če gremo pa še malo nazaj, pa pogledamo, kaj se na televiziji daje in kaj je tisti modni trend, in pa ugotoviš, da so to najbolj pletke možne oddaje, ki jih dajo v prime time in tako naprej, in ljudi tako rekoč poneumljamo od, ne bom rekel leta 2000, ampak mogoče že malo nazaj, ampak jih poneumljamo, ampak je imamo občutek, da načrtno. Bojim se, da za tem stoji nek, pa nisem nek fatalist, ali kaj že, kako se temu reče, ampak bojim se, da za tem stoji nek drug načrt, ki mi tudi ta hip nismo skos. Je pa tako, predstava, če je komunikativna, ne rabi biti komedija, in govori, vem, da smo taki gledali in o njih govorili, je pa šolstvo nažalost tako, da če greste pogledati, koliko športnih dni in koliko kulturnih dni je na leto na voljo, pa mislim, da tehnica pade na šport. Pa nič hudega. Ampak zdrav duh je v zdravem telesu,
Seveda, duh mora biti nekje naložen. Če kakšno vprašanje? Sašo Šepec iz Kulturnega centra Janeza Trdina v mestu prihaja in bi res želela zagovor nekaterih kulturnih domovov povedati tudi to, da se ne bi mogla z vašim Goran strinjati mnenjem, ker pač smo kulturni centri, ki skrbimo za drugačno ponudbo. Sem skoraj prepričana, da dokler bomo jaz pa moja kolegica skrbeli za ta program, da tudi ne bomo nivoja nižali. To vprašanje komedije sigurno bi tudi zahtevalo eno poglobljeno analizo in jaz mislim, da dobra komedija si tudi zasluži mesto v abonmajih in mi smo izjemno veseli mi, ki pripravljamo ta program, če najdemo dobro komedijo na trgu, tega je pa pravzaprav malo. Ampak, da se pa vrnem na predstavo Jugoslavija moja dežela, poleg ostalih 5 abonmajskih predstav, ki bomo imeli letos ponudili našemu občinstvu, bomo seveda v res prijaznem sodelovanju z SNG Drama Ljubljana vse naše abonente peljali tudi na ogled te predstave. Tako da ob tem bomo ponudili še 2 komediji in vse ostale drame, ki bodo. Najlepša hvala, ker nas čas že malo preganja, bi se jaz lepo zahvalila vsem našim današnjim gostom. Hvala, da ste se vzeli čas in prišli in nam prizorili to čudovito okroglo mizo. Jaz mislim, da se zaslužijo en velik aplavz. Načeloma